Dobrodošli v 7. oddaji spletnega portala Znanstvena fantastika, z vami sva Ivan in Aljoša. Današnja tema je nekaj, kar bo relevantno vsem ustvarjalcem, ne zgolj ljubiteljem znanstvene fantastike in fantazije. In ta tema se tiče samega ustvarjalnega procesa. Namreč z Ivanom bova spregovorila o svojih pisateljskih začetkih in zanimivih prijemih, ki so nam pomagali na poti. Povej mi, Ivan, kako se spominjaš najnih skromnih začetkov? To je zdaj že moralo biti 3-4 leta, ne? Tako je. Najni začetki, če se prav spomnim, so bili motivacijsko pogojeni. Kakor bi rekel, manjkala nam je motivacija. In nekako sva začela s temi pisateljskimi izzivi ravno zaradi tega, ker sva na tak način lahko spodbujala en drugega, oziroma si zbujala slabo vest, kolikor tega ne bi naredila. Ja. Ker dogovor je bil tak, oba dva napiševa neko kratko zgodbo in potem si jo dava v popravo. In ob tem določiva rok, do kdaj je treba poslati, in ta rok je igral zelo pomembno vlogo, smo odkrila. Seveda, ker če ni bilo roka, potem se tudi bi se že spet to odlašalo v nedogled. Če pa imaš enkrat postavljeno, do nedelje je treba napisati, potem se do nedelje tudi napiše. Ja, te nedelje, potem pa si ti vsako nedeljo zjutraj pisal ko nor. Kaj moram, še vedno delam stvari do roka, ampak to ne pravi, da bo v sredo končano, če rabim do nedelje napisati. Ja, jaz pa po drugi strani pa sem se hitro loteval, če se spomniš, kar v torek že, ali po ponedeljek. Ja, ti si ponavadi zelo hiter napisal, ne? In potem sem jaz vsem pustil zgodbo ležati neki dni, preden sem jo šel popravljati. Ja, ne, se boljše, ker ponavadi, ko smo si dala iste izzive, da nismo potem vplivala drug na drugega pred izzivom. To je bilo čisto upravičeno. Ja, nekako res. Zdaj, kar so imela začetne težave z vsemi temi najinimi izzivi, je bilo, da, kakor je to težko verjeti za dva nedebudna mlada pisca, ki sta želela pisati, da nista imela idej, o čemu pisati. Ja. Recimo temu neka lenoba, ali ne vem, kako bi temu lepše lahko rekli. Ampak je bilo zelo preprosto zdravilo. Določila sva 5 naključnih besed en drugmu. Če rabite pomoč pri izbiri 5 naključnih besed, imate na spletu celo vrsto random generatorjev, ki vam bojo delo olajšali, kakor so nama. Ja, kaj smo rabila to pomoč tudi za 5 besed. Res je, lenoba je tukaj nek tak stalna tema, ne. Ampak ne nujno lenoba, morda tisti občutek, ko nimaš absolutno nobenih omejitev glede tega, kaj moraš napisati, in imaš preprosto preveč svobode in se preprosto ne moreš odločiti, kje boš začel, kako boš začel, v katero smer boš šel, ker preprosto toliko svobode, toliko možnosti, da se na koncu ne odločiš, no, in sediš pred praznim listom. Z temi najnimi besedami pa izzivi in temami pa sva lepo zamejila to in smo se lahko lotila dela veliko lažje, bi jaz rekel. Rad imam ta tvoj opis, je veliko bolj prijazen do naju, kot je pa moj. Tako da se bom strinjal, ker zdaj, ko sva enkrat določila 5 besed, ne, se je potem tudi izkazalo dosti hitro, da uspe nama večinoma vključiti te 5 besed v zgodbo in tudi mogoče celo okoli teh 5 besed okoli njih naplesti celotno zgodbo. Čeprav ponavadi je šlo samo zato, da si besedo uporabil v enem stavku in si potem šel naprej, ampak samo dejstvo, da si bil prisiljen uporabiti teh 5 besed, je že dalo neke ideje za zgodbo. In potem si jih moral čim bolj naravno vplesti v to zgodbo, nisi kar prisiljeno not, ne vem, neka samokolnica v neko znanstveno fantastično pripoved, res nas so lepo prisilili, da smo uporabili, no, te dane elemente. Čisto zdaj iz glave govorim, ampak tudi če bi imel samokolnico, in mislim, da so imela dosti bolj butaste besede, če smem tako reči,
Ja, to je res. Jih je bilo tako enostavno vključiti po nekem času, ker si enostavno samo naredil primerjavo med dvema stvarema, kar se tistemu tvojemu protagonistu zdelo pač najbolj smiselno v danem trenutku. Butasta kot samokolnica, evo ga, gremo dalje. Ja, že to. Ne? In potem si lahko imel še posebej odstavka, ne, kjer si pojasnil, zakaj so vse samokolnice butaste in kako v letu 4115 res nima smisla, ne, pač prevažati gnoj s samokolnico, ko pa imamo leteče prikolice. In zdaj si tudi gnoj razrešil. Evo, in to so bile že 2 besede pokurjene. Ja. S temi besedami ste tudi lepo prišla mimo problema dolžine, ne, Ivan? Mislim, ne, to dejansko ni bila rešitev za dolžino, ker jaz sem imel še vedno ta problem, da sem stvari naredil, kakor se je le dal kratke. In pa to, na tisti točki to ni izgledalo kot kratka zgodba, ampak nekaj med miniaturo pa črtico. Tako da ta problem so pol rešili s tem, da so določili, koliko je minimalno število besed. Ja, točno. Mislim, da je prva omejitev bila, da mora biti vsaj 500. To je po tistem, ko sem jim poslal prvo zgodbo in je imela med 300 in 400 besed in ne repa in ne glave, samo neki random prizor. Ja, res je bila bedna. To je bila res tako slaba zgodba. Ja, in zdaj problem, ne, zdaj to je bil najn prvi izziv in jaz nisem čisto štekal, zakaj se gre in vse še je bilo tako sveže in tako nismo si upala najbolj povedati naravno stvari. Smo šele skozi čas potem lepo, sicer zelo hitro dobila tisto kilometrino, da smo preprosto dala vse na stran, neke čustva, pa smo se pač za vso silo spustila na tekst drug drugega, pač destruktivno in pač uničila tekst drugega. Konstruktivno, seveda, ampak nekaj pogosto je bilo pri nama tako, da ko smo konstruirala neko boljšo zgodbo, smo mogla kar uničiti tisto, kaj je bilo prej, no. Smo že imela rdeče tekste, ne, ki je vse prečrtano skoraj da. Ja, če je bilo slabo napisanje, pač je bilo vse prečrtano z razlogom, podpiram tako pač, kar si ti črtal in kar sem jaz črtal, stojim za tem, še danes podpišem. Definitivno, to smo se super odlotila, ko smo se razvednela in šla lepo hladno, profesionalno in začela črtati drug drugemu. Ja, to vsekakor priporočamo tudi vsem ostalim, ki bi se mogoče lotili pisateljevanja, da se to lotijo v paru s kakšnim prijateljem, ki isto hoče pisati, znancem. Toplo priporočamo uporabo Google Docs, kjer si lahko zgodbo popravljate malte ne v živo, samo dokument delite s svojim kolegom. Zelo pregledno je, ko se potem v komentarjih lahko lepo debata razvija glede na posamezne segmente, tako zelo fajn zadeva, no? Ja, in potem, ker res hočeš avtorju dopovedati, da v fantaziji ne morejo imeti laserskih pištol, pa če tudi on prav, da lahko. To je zdaj en navidezen argument, ki ga res nikoli nisem imela, ampak tako, lahko ustrajate, pač se imate komentarje, komentirajte, izkoristite. To v Google Docsu, lahko pa tudi v YouTube ali pa na spletni strani znanstvenafantastika.si. Dobrodošli so v vsakem primeru. Zdaj, ko smo dali ta plug mimo, ne, rekla sva odkrita kritika. Kritika je bila vsekakor konstruktivna in na eni točki se je tudi začel, danes lahko rečemo, da so rezultati najinega dela očitni sami po sebi, ampak predtem se je na eni točki začel kazati, če nič drugega, da sva prišla do točke, kjer sva znala napisati neko berljivo zgodbo. Je znala napisati in znala zaključiti, kar je bil zelo lep napredek. Tako je. Kar je bilo še lepše, je, da so določene napake, ki so jih zagrešila na začetku,
sčasoma odpravlja. Pomaga seveda, če ti kolega, ki te popravlja zgodbo, vsak teden eno in isto stvar popravi in te potem še opozori na to. Mhm. In sčasoma pač dojameš, da nekje mora biti vejica. Ja, s časoma potem nekako te vejice skapiraš, pa veš, aha, tam mora biti vejica, ok, pred kim mora biti vejica, pa aha, vrinjen stavek, ok, naj mu bo. Ja, pač to so vse te male zmage, a ne, s katerimi se potem lahko tolažiš, da nekaj smo pa dosegli. Mhm. In potem tudi šele pred kratkim sem sam ugotovil, oziroma me je Ivan opozoril na eno napako, ki jo sploh nisem prej nikoli, torej sploh nisem poznal pravega pravila, in sicer kako se dialogi končujejo. Ko rečeš, naprimer, ne vem, adijo je rekla. Jaz sem zmeraj tukaj postavljal pike in pred kratkim je Ivan kar začel tukaj postavljati vejice in jaz sem bil, kaj ti si normalen, kaj pa počneš, kaj bedarija, sem ne gre vejica, nehaj mi vsiljevati to, kar si izmislil. No in potem seveda greva to preverjati in zdaj sem se šele pred kratkim naučil, da pa sem res vejica paše, no. Tako da ja, se še stalno nekaj človek nauči pri teh kolaboracijah in ko ima testne bralce in urejevalce, ki mu torej non-stop kritično prevetrijo njegov tekst. Tukaj je treba poudariti, da tudi sam sem šele nedavno zapazil to pravilo, prej je bilo to nekaj čist na intuitivni ravni. Ja. In ko sem začel popravljati, sem pa vedel, zakaj popravljam. In sem potem pri tem vztrajal. Pa ni več pomoči. Ja. Ja. Se na isti način pa sem potem jaz en teden zatem svoji sestri, ki tudi piše potopise, sem njej popravljal ta dialoge in sem pač njej to pravilo začel pač razlagati in se isto pač na mene recenzila na isti način, kaj to si izmislil, to ni, ja že tako dolgo pišem, tega še nikjer nisem videla. In potem pač odprem kar eno knjigo in potem pač tam je vse po tem pravilu šlo in smo se sprijaznili, aha, ok, pa je res to tako. Tako da zanimivo, kako dolgo človek lahko piše in pač nekam totalno napačnemu pravilu sledi, ne da bi vedel. Ja, tukaj se pojavljajo pač te drobne napakice, na kjer pač nismo pozorni. Sčasoma se potem popravijo, zato ker enkrat postanemo pozorni in potem zginejo. Mhm. Kar bi bilo za izpostaviti, neka višja stopnja potem pri najinih skupnih izzivih je bila, da potem enkrat, ko smo dosegli to točko 5 besed pa minimalno 500 besed, so potem lahko čez nekaj časa zvišala na minimalno 1000 besed. Jej! To je level unlocked, a ne? Level up. Ja, kar pomeni, da se je pa spremenila tudi sama dinamika zgodbe. Ker če je bila prej zgodba krajša, se je tudi prej končala. Je bilo treba, zdaj eni bojo rekli, več mojstrstva, drugi manj mojstrstva, ampak dejstvo je, da je bilo manj dela. Zdaj, če imamo daljšo zgodbo, to pomeni, da je več dela, ampak ne samo, da je več dela, treba je tudi zgodbo razvijati čez vseh teh 1000 besed. Ne gre več razvijati sam čez 500 besed in pol pač zaključiti, ker je treba še teh 500 ostalih napisati. Kar je pomagalo temu, da sva začela močneje gledati na samo karakterizacijo, dialog in ostale elemente v zgodbi, ki so jih potem dodatno pila z temu namenjenimi izzivi. Naprimer, kdo opazi pri drugemu, da je dialog mogoče malo šep ali pa malo izmetničen, je potem izziv, dobro, naslednji teden pa napišiva nekaj, kaj bo in bodiva zelo pozorna na dialog in skušamo zelo, naj bo to focus point najnega izziva, potem naslednjič, napisal si, predstavil si osebo, ki se zdi, kot da je z kartona, to je bolj slaba karakterizacija.
zdaj pa napišiva naslednji teden zgodbo, ki bo imela zelo prepričljivega in naravnega protagonista. In tako dalje, sva potem pilila posamezne aspekte najnega pripovedništva. In ja, definitivno dolžina k temu pripomogla, ker ko postajajo zgodbe daljše, čim bolj daljše so, čim bolj pomembne so potem neke komponente, kot so karakterizacija, prepričljivost, ne vem, berljivost in tako dalje. Imela so tudi par telih, kako bi rekel, žanrskih izzivov. En vem, da je bila gusarska zgodba. Potem smo imeli tudi grozljivko. Ja. En pa vem, da je bila tudi ljubezenska zgodba. Tudi. To je bila taka katastrofa. Ampak je bila ljubezenska zgodba gusarska? Ja, kar je bilo treba tukaj izpostaviti, da potem, ko so morala pisati ljubezensko zgodbo, so to prišle ven gusarske zgodbe. Čisto slučajno. Čisto slučajno s tem, da pač pokopi to ljubezenskih zgodb. Ok. Se nisem več spomnil, zakaj je nastala tista ljubezenska gusarska zgodba. Ok, zdaj imam odgovor. Nisem znal več umestiti nikamor, ko sem zadnjič malo pregledoval svoje tekste. Ampak to smo začela čisto iz spoznanja, da se najbolje prodajajo ljubezenski romani. Ja, hotela sva preveriti, kako bi, če se lahko kosava tudi v tem žanru. Na najino presenečenje, ko sva dobila kritiko strani prijateljic, ki so dejansko veliko brali ljubezensko literaturo, je bilo presenetljivo pozitivna kritika in da, če se prav spomnim, so pričakovali, da bo to roman. Mene je na tej točki streslo, ampak v redu. Ja, mogoče kdaj, ko bo. Ja, mogoče kdaj. Ja, pustimo se presenetiti. Ja, pustimo odprto. Da sedaj bomo zarekli nikoli, potem pa vse veš. Pustimo se presenetiti. Torej ja, zdaj, ko imaš ti nekega, kako bi rekel, soustvarjalca, nekega prijatelja, ki bo zmeraj pregledoval tvoje tekste, boš tudi, torej s tem pridobiš eno pomembno stvar in to je urejevalec. Še nekoga, ki torej gre skozi tvoj tekst, morda odpravi kakšne nepotrebne dele, te opozori, da je kaj nejasno, ali pa odveč, ali pa duhamorno, ali pa da tekst lepo nateče, ali pa da ga nekaj ni prepričalo. Skratka, vse take stvari, ki jih morda kot avtor sprva nisi sposoben videti, ker preprosto si toliko vpet v svoje delo, da imaš zamegljen pogled in trezno ne dojemaš svojega teksta. In v tem oziru je urejevalec zelo priročen, no? In zelo koristen. Ja, tukaj je treba poudariti, da urejevalec je v bistvu vloga urednika. Ampak ker recimo temu, da nekdo, ki začenja pisati, uredniki nimajo nobenega zanimanja zanj, tisti, ki mu bojo pa popravljali tekste, ne bojo urejali nekih zbirk kratkih zgodb ali pa njegovega romana. Mogoče tudi, v bistvu urejevalec, urednik, to je ena in ista zadeva. Kar se je pa pokazalo pri nama je, kakor sva že prej omenila, da je funkcija urejevalca, urednika zelo pomembna in da res lahko rečemo, da doprinese k nekemu opaznemu izboljšanju pri sami berljivosti oziroma kakovosti napisane zgodbe. Še posebej, če imaš nekega urejevalca, ki te znova in znova opozarja na neke zadeve in potem z vsakim tekstom se dejansko nekaj novega naučiš, ampak ne zato, ker bi sam videl, ampak preprosto zato, ker imaš nekoga, ki ti te napake ali pa dobre plati tvoje zgodbe izpostavi kot neki bralec s
svojega gledišča. In se mi zdi, da sem tudi, recimo, če bi nekdo delal izzive sam, nekdo drug pa z nekim prijateljem, mislim, da bi bili rezultati preprosto neprimerljivi. No? Seveda. Kar je tukaj sploh, jaz lahko rečem, a ne, da preden so začela z vsemi temi izzivi, je moja karakterizacija res šepala. Da rečem, da je šepala, je tako močno precenjevanje, bila je invalid. Tako težek invalid, hendikepiran na vozičku. V glavnem, malo močnejši sem bil, kar se tiče dialoga. Sam, kar se tiče karakterizacije, da rečem, da je nisem obvladal, je tako hudo podcenjevanje te besede, ker sem v glavi imel samo kako opisati en določen tip karakterja. Ja, in to je bila tudi pogosta kritika z moje strani, da so bili morda idealizirani junaki ali pa kartonasti. Ja. Ampak ja, vse pogosto so bile zgodbe pogosto, ker to sploh ni bilo opazno, ker karakterji preprosto niso igrali, sam karakter neke osebe ni igral tolike vloge v dogajanju, so pa seveda potem bile zgodbe, ko se je to bolj poznalo, ja, in takrat pa se tega bolj dotaknila. Ja. Zdaj, s časoma sem potem uspel izboljšati to svojo karakterizacijo likov, ampak ob tem se je še ena druga stvar izkazala, da kar naenkrat znam pisati različen spekter cele vrste različnih likov, za katere mi je važno, da povem njihove zgodbe, ne pa več, da ponavljam eno te isto zgodbo na malo drugačen način. Kar je privedlo do tega, da so karakterji, ki so nastopali v mojih zgodbah, postali nadvse raznoliki in upam si reči, do neke mere celo prepričljivi. Ja. Ja, to se je potem tudi poznalo na dinamiki, ko potem dejansko kot avtor pokažeš, da razumeš, da kmet govori drugače in razmišlja drugače od nekega gospoda in tako dalje, in da, ne vem, neki tretji karakter razmišlja čist drugače, ima čist drugačen temperament, čist drugačne cilje, vrednote in vse to, in se potem vse to odseva skozi odnos in dinamiko med karakterji. To se je potem zelo lepo napredovalo, no? Pri sebi bi rekel, da je bila slaba plat dolgovezenje pogosto ali pa neka pretirana recimo filozofiranje bolj ali pa stokanje glavnih junakov, v smislu, da so bili zgolj neki pasivneži, ki so jokali nad svojo usodo in kot taki niso potegnali v zgodbo. Ne bom te prekinil, kar nadaljuj. Ja, zdaj sem se naučil, da če hočeš empatijo bralca, bo pogosto moral tvoj junak dejansko z kavča in nekaj storiti. Modre misli, modre besede. V redu, morda bi pa se na tej točki dotaknil navdiha, kje sva sploh torej dobila navdih za najine zgodbe. Ivan, bi ti začel? Zdaj govorimo o znanstveno-fantastičnih zgodbah ali na splošno, ker pisala so vse. To je res. Po želji. Za znanstveno-fantastične zgodbe pa fantazijske, tukaj verjamem, da je najboljše, pa govorim zdaj na splošno, je najbolj pisati tisto, kar te veseli brati. Jaz, na primer, treba je tudi vedeti, kje so tvoje lastne zmožnosti. Moja najljubša knjiga je lahko Gospodar prstanov, ampak zavedam se pa, da nikoli ne bom mogel doseči Tolkiena, tako da to niti ne poskušam. Vem pa pač, da imam raj akcija, ne, in to ne vem, kolikokrat ponavljam, zato tudi moj zgled bi lahko rekel, da je avtor Conana
kako sem zdaj pozabil njegovo ime. Ne, ni Doyle, Doyle je pisal Sherlocka Holmesa. No, če pogooglamo Conana, avtor Howard. Conan je dober, potem V svoji nevednosti ti nisem bil sposoben pomagati. Robert Howard. Potem, kar se tiče znanstvene fantastike, prisegam recimo temu na Heinleina. Njegovi zvezdni bojevniki so res primer, kako mešati filozofijo pa vojaško znanstveno fantastiko. To je res. Potem od teh še modernejših piscev bi pa po mojem izpostavil Johna C. Wrighta, ki je mojster pisane besede, ob katerem se lahko samo čudimo. Larry Correa in njegove akcijske scene, ker kako on uspe človeka not povleči pri svojih opisih lovcev na pošasti proti pošastim, je res vredno branja. In potem mogoče Nick Cole, ki je avtor Control Alt Revolt, enega od telih lit RPG romanov, o katerih smo pisali ravno ta teden, ki pa zna iz najbolj, kar bi nekdo rekel, dolgočasnih likov privleči ven najbolj zanimive zgodbe. Ampak ni verjetno, se navdih ne omejuje samo na knjige. Nikakor, pač tukaj imamo še celo vrsto filmov, serij. Močen navdih bi lahko rekel, da so te dni animirane serije, sploh japonska produkcija, stripi, filmi. Samo glede filmov mogoče izpostaviti zgodnja dela Duncana Jonesa, potem brata Scott, tako Ridley kot on drug, ki je umrl. Kaj še? Ja, recimo temu, da pri filmih ni niti toliko pomembno, da je sama znanstvena fantastika, ampak da je napet film, da je veliko dogajanja, da je akcija. To me nekako veseli, to me nekako navdihuje, to si nekako želim pisati. Kaj pa ti? Ravno razmišljam, zdaj med knjigami je definitivno en izmed avtorjev, ki me je najbolj navdušil, Joe Abercrombie za svojo trilogijo Prvi zakon, ki je zdaj tudi prevajana v slovenščino. Potem George R. R. Martin, dejansko. Tudi razni filmi, serije. Bi pa tukaj izpostavil tudi morda video igre. En massive online role-playing game, torej online igra igranja vlog v stilu World of Warcraft. Fiesta to Online. Sem pozabil. No, jaz sem igral eno igro Fiesta Online, kjer so pogosto bile kakšne spletke ali pa napeta dogajanja ali pa karkoli, no, kar še pogosto črpam iz tistih doživeti. In pa seveda namiznice, namizne igre, torej dejanske igre igranja vlog, ki smo jih torej imeli v živo z svinčnikom, papirjem in zbrano skupino. In no, tudi z Ivanom smo se pogosto polotevala svetov, ki sva jih ustvarila v teh igrah, ko sva skupaj igrala. In ja, tudi namiznice so morda en zanimiv navdih za pisca fantazije in znanstvene fantastike. Kot je tudi na primer Steven Erikson svojo ne trilogijo, temveč 10 dekalogijo. Ja, dekalogijo postavil v svet, ki ga ustvaril za svoj RPG game. Ali pa Malo Joe sem Book Abercrombie of the tudi. Fallen. Ja, tako je. Potem tudi Joe Abercrombie je veliko preigral World of Warcraft in je potem napisal torej svoja dela. In ja, no, vse kot avtorji tako ali tako smo kot spužve, ki za vse strani črpajo navdih. Ampak ja, zraven knjig in filmov bi definitivno izpostavil video igre in namizne igre. In bi tukaj morda
še zraven tega izpostavil zavihek na najnemu portalu znanstvene fantastike z naslovom Zapisi z namizja. Bi morda Ivan o tem razdelku kaj povedal in zakaj sva ga ustvarila? Seveda, pač jasno je, da pri igranju namiznih iger je cel kup pustolovščin, dogodivščin, koš domišljije, smisel za humor, kar nekako je dogodivščina. Zdaj, to potem posledično pomeni, da je potencialen material za našo spletno stran. Zdaj, bralce vabimo, da z nami delijo svoje spomine najboljših teh trenutkov iz sveta igranja vlog in metanja kock. To so lahko tako iz sveta namiznih iger, lahko pa tudi računalniških iger. Ni važno, a ste igrali v svetu Dungeons and Dragons ali pa imeli kakšno pač postapokalipso ali pa bili lovci na pošasti, vse sprejemamo, vse nam je zanimivo. Kar je tukaj lepo poudariti je, da mislim, da imamo omejitev med 500 in 1000 besed. Verjetno. Primer, kako naj bi pa izgledal zapisi, pa lahko najdete ravno tako na spletni strani www.znanstvena-fantastika.si pod zavihkom Zapisi z namizja. Zdaj, to je morda ena oblika, ki je lažje dostopna od pisanja kratke zgodbe nasploh fikcije. Morda kot če imate torej kakšno zanimivo doživetje in imate željo do tega, da bi kaj napisali, ampak se še morda ne upate lotiti kratke zgodbe, mislim, da je to dober začetek, dobra vaja v pisanju in vas z Ivanom lepo vabimo k temu, da če imate kaj za deliti, delite z nami in morda koga izmed nas, koga izmed bralcev torej mu date navdih in bo po vašem zapisu nastala kakšna kratka zgodba. Tako, mislim, da sva s tem obdelala vse za danes. Tako je. Jaz se vsem našim dragim poslušalcem in poslušalkam zahvaljujem za vašo pozornost. Tako se tudi jaz zahvaljujem. Z vami sva bila Ivan in Aljoša. Obiščete nas lahko na spletni strani www.znanstvena-fantastika.si ali pa tudi najdete na Facebooku povezavo. Lajkite, všečkite. Če vam je všeč ta oddaja, vas vljudno vabimo k temu, da se naročite na naš kanal. Da vas bomo lahko vsak teden sproti obveščali o prihodu nove epizode oddaji Znanstvena fantastika. Tako je, številke vztrajno rastejo, zdaj je naročnikov že 5. Tako da, vprašanje, koliko je po čez en teden. Kamen na kamen. Tako je, palača. No, nasvidenje. Bye.